Danes sicer v Črnomlju ne smrdi, saj so iz bioplinarne že odpeljali skoraj vso gnojevko. Zalogovnik je skoraj prazen, no. Nekaj malega je še v njemu ostalo, ampak bomo skrbeli za to, da ne bo prišlo do prevelikih vplivov na okolje. Že več kot mesec dni je predelava organskih odpadkov v bioplinarni minimalna, pravi Štrbenk, ki priznava, da so odkrili napako v predelavi le-teh. V bioloških procesih predelave v fermentorjih bioplinarne je prišlo v zadnjem obdobju do nekaterih napak oziroma slabše predelave. Tako se je material, se pravi organski material, ki ga dodajamo v fermentacijo, slabše predeloval. Posledično pa je imela gnojevka, ki se uporablja za gnojenje kmetijskih površin, neprijeten vonj, dodaja Štrbenk. Mi smo pač ugotovili, od kod izvirajo napake in smo že začeli z odpravljanjem napak. V tehnološki proces bomo vgradili novo tehnološko enoto, kjer se bo bioplinska gnojevka še dodatno obdelala. Tako bomo preprečili nastajanje neprijetnih vonjav. Vendar člani okoljskega gibanja Proteus Bioenergovim obljubam ne verjamejo več. Zato so sinoči sklenili, da bodo, če se bo neznosni smrad znova razširil po Črnomlju, krajane pozvali na protestni shod. Sicer pa smrad ni edina težava povezana z gnojevko, menijo člani gibanja, ki jih skrbijo belokranjske podtalnice. Zato bodo pripravili javno tribuno in zahtevali, da se je, poleg vseh pristojnih, udeleži tudi kmetijski minister Franc Bogovič.